23. mednarodni reli v organizaciji Veteran kluba Maribor. Koliko je udeležencev in kako mednarodna je udeležba letos? Udeležencev je danes 135 vozil, to se pravi okoli 220 udeležencev. Če še računate naše sodnike zraven, potem je to okoli 270 ljudi. Kako pa poteka reli oldtimerjev, starodobnikov? Kako drugačen je od pravega relija, denimo? Klasični reli, kot ga poznate vi, je v bistvu hitrostna dirka. Se pravi, določeno razdaljo je treba prevoziti v najkrajšem času. Pri nas je to malo drugače. Mi smo pa, ker pač imamo veterane, veterani so pa častitljive vrednosti nekateri in jih imamo zelo radi, jih pa ne radi uničujemo, zato mi tekmujemo na določen čas. Primer, recimo vožnja osmice, kar poznamo jo vsi, se recimo vozi v točnem času, motor 30 sekund, avto pa 40. Kaj to pomeni? V 30 sekundi mora priti skozi štarta in 30 sekund rabi, da prije skozi cilj. Sekunda prej, sekunda poznej, kazenske točke. To se pravi, točen mora biti. Koliko dela je v bistvu z negovanjem teh starodobnih vozil? Glejte, kako kiri. Nekateri so zelo dosledni, pri restauriranju si pomagajo z dokumentacijo, ki si jo pridobijo, ker morate vedeti, da danes skoraj za vse oldtimerje se dobi vsa dokumentacija in skoraj vsi deli. Skoraj, govorim skoraj. Sveda je treba za to imeti denar in pa ogromno lastne volje. Danes so vozila brez duše. Ta vozila imajo dušo. Dušo, za katero potem je treba poskrbeti. To so vozila, katera se dajo obnavljati. Današnja najverjetneje bo v naslednjih 30-40 let zelo težko obnavljati, ker elektronika, vprašanje, kako bo s tem. Kakšen pa je odnos do starodobnikov v Sloveniji? Odnos do starodobnikov, bom rekel, kar se tiče samih ljudi, ki se ukvarjajo s tem, je zelo v redu. Mi imamo zvezo SVS, v kateri je približno zdaj članjenih okoli 44 klubov. Kako staro mora biti vozilo, da velja za starodobno? Trenutno velja 25 let, vendar je že zakon 30 let v Sloveniji. Prehodno obdobje pa 2 leti, to se pravi 2 leti še 25 let velja, čez 2 leti pa potem 30 let. Če bi primerjali novodobna, starodobna vozila, kaj voznike starodobnikov najbolj pogrešate? Morda klimo, servo, volan? Glejte, mi pogrešamo tukaj, bom rekel, mogoče kaki servo volan na kakšno vozilo. Drugače pa, bom rekel, jasno, da vsako vozilo, ki nima klime, je vroče in je to prenaša težko, vendar če si ljubitelj vozil starodobnikov in svoje vozilo imaš rad, potem sploh to ni problem prenašati.